Dragi v Gospodu, lepo pozdravljeni iz našega studia Exodus TV, oddaja Dober dan, dobri ljudje, in danes tudi gostimo enega dobrega človeka, ampak tudi vi ste dobri ljudje, prav zato je namenjena naša oddaja obem, tisti, kateri pride, in tudi vam, spoštovani in dragi v Gospodu. Danes gostimo gospoda Maksa Kozjek, dolgoletnega župnika. Kje pa, gospod Kozjek? Na Zasavski Sveti Gori. Na Zasavski Sveti Gori, predvidevam, da to je blizu Save. Kje je to približno, če vas kdo želi poiskati, kje vas lahko najde? Dekanija Litija, občina Zagorje, ob Savi. In potem se gre, kje mimo do vaše gore, mimo katerega mesta? Če se gre iz Štajerskega, se gre na Trojanah dol, in se potem skozi Mlinše, pa desno, do male vasice Vidrga, pa do velike gostilne Vidrga. Tam se pa gre pa na levo, tam pa piše še po komunistično Zasavska Gora. Se pravi, to je komunistično, gospod Maks. Kako pa se imenuje župnija po katoliško? Sveta Gora. Sveta Gora. Nič drugega. Katera Sveta Gora, gospod Maks? Oprostite, v Sloveniji so 3 Svete Gore. Ja. Pri Solkanu, potem pri Svetem Petru ob Sotli in naša, ampak župnija je samo naša, one 2 so podružnice. Katera Sveta Gora v bibličnem smislu je pa to mišljena? Ali je to Sinaj, ali je to, bi rekel, Sion, ali je to katera druga Sveta Gora? Kaj mislite, oziroma vi veste? Torej za Izraelce je bila Sveta Gora Sinaj, tam, kjer je Mojzes sprejemal razodetje. To je prava Sveta Gora, tudi v kontekstu vaše Svete Gore, gospod Maks. Ja. No, naša Sveta Gora, Valvazor je zapisal, ki je bil tik pod Sveto Goro doma, da je znana po mnogih čudežih. In opisuje, kako je žena njihovega grajskega oskrbnika na Sveti Gori čudežno spregledala, ki je bila popolnoma slepa. Ko je šla 3. okrog oltarja po kolenih in je začutila močan veter, tako da je šlajer, ki ga je imela na glavi, dol potegnil in je vstala in videla. Kdaj je to se zgodilo, oziroma kdaj je bilo to zapisano, gospod Maks? Torej, Valvazor je pisal 1680 nekje. To se je moglo zgoditi pa recimo 1650. Se pravi, gospod Maks, vaša Sveta Gora je že v zgodovini bila čudežna na nek način. Ja. In čudeži spreobrnenja se pa tudi dogajajo na vaši Sveti Gori. Vi ste še poseben častilec Matere Božje, znan v Sloveniji, da že od samega začetka organizirate romanja v Medžugorje, ki je tudi čudežen kraj za spreobrnenje, lahko rečemo, in verjetno tudi vaša Sveta Gora, ker imate pri vas program medžugorski, ki ga posnemate, kot je v Medžugorju, in tam ljudje tudi najdejo, bi rekel, razodetje in spreobrnenje. Ali ste veseli, se pravi, teh spreobrnenj pri vas in teh čudežev spreobrnenj in tudi drugih čudežev na vaši Sveti Gori? No, sigurno. Vse, kar je v Božjo čast, vse, kar je za gradnjo Božjega kraljestva v naših krajih, sem tega vesel in srečen, da sem lahko posrednik. Vidimo, da imate rožni venec zelo radi v rokah in tudi molite. Zmolite vse dele rožnega venca vsak dan, gospod Maks? Ali še kaj več? 32. 32 rožni vencev zmolite? To je del. A to je del? Mislim, mora biti 4 skupaj take, da je en rožni venec. Tako, ja. Ja. Hvala vam za vaše... Molitev mora biti, vsak prosti čas izkoristim za molitev in tako je tam 4 do 5 ur na dan. Marijo Medžugorju nas opominja, da naj molimo. Ja. To je kot prva naloga. Zakaj mislite, da je tako pomembno, da nas Marija spodbuja k molitvi? Torej, Marija govori samo to, kar želi nebeški Oče. To je najbolj pameten nasvet, kar ga morajo dati nebesa nam zemljanom. Ker naša človeška ladja se potaplja. Potopila se ne bo, ampak se potaplja. In tudi s katoliško cerkvijo vred, ker se premalo moli. Ker če bi vsaj duhovniki in drugi veliko več molili,
potem bi se marsikater problem rešil brez vsakih težav. Tako pa problemi nastajajo, eni kot drugi. In Marija pa že vse skozi govori, otroci molite, otroci molite. Samo to ponavlja. Nekoč so apostola Janeza, ki je živel 105 let, ki zadnja leta so ga nosili v cerkev, pa je samo to govoril, otroci, ljubite se med seboj. Pa so ga vprašali, zakaj ne oče nam zmerom samo eno in isto govorite? Zato, ker še tega ne spomnujete. In tako tudi Marija ponavlja in ponavlja, otroci molite. Ker molitve ni nikoli preveč. Ker, na primer, včasih kdo reče, bi šel k spovedi, pa nimam kaj povedati. In greh je, ki ga delamo vsi po vrsti vsak dan, da premalo ljubimo Boga in svojega bližnjega. Če se to človek spove, dovolj. In tudi pri tem se z lahkoto naredi dober namen, načrt, da se želim poboljšati. Premalo sem ljubil Boga in svojega bližnjega. Gospod Maks, Medžugorje že traja kar nekaj časa. Kaj vam osebno pomeni Medžugorje? Prej ste, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da je zdaj izreden dogodek, izreden čas pravzaprav za človeštvo. Da. To je izredna božja ponudba, ki pa ni sprejeta tako, kot bi bilo treba. Ker Bog se ne pusti zasmehovati. Bog, mislim, s tem, če določeni ljudje tega ne priznajo, s tem božjega dela ne ovirajo. Na zgubi je človeštvo, ne Bog. Bog gre svojim načrtom naprej, se ne ustavlja. In človek pa, koliko ljudi bi se lahko več rešilo, kot se jih reši, če bi ljudje še in še molili. Imeli smo duhovne vaje za duhovnike. Naši nadškofiji nam je gospod Marko Rupnik, nam je to nekako bolj teološko in zgodovinsko in liturgično razložil to, kar ste vi pravzaprav povedali v enem stavku, oziroma Marija, da z molitvijo stopamo v Božjo prisotnost in zato smo tudi duhovniki tukaj, da vodimo sebe na vse zadnje k Bogu, to je naloga duhovnikov in pa tudi ljudi in seveda naš vstop pred Božje obličje v presveto, kot duhovniki pa je nedvomno z molitvijo. Gospod Maks, vi še vedno organizirate poleg vaših srečanj na Zasavski Sveti Gori po medžugorskem programu, še vedno organizirate tudi romanja v Medžugorje, enodnevna. Kako to izgleda in kdaj jih imate? Torej, nekoč sem imel vsak mesec. Zdaj se je pa, ko je do svobode prišlo v političnem oziru, torej je pa veliko teh organizatorjev. In zato, na primer, če eden v Beli krajini organizira, pride veliko cenejško, kar pa če ga jaz iz Ljubljane. In tako imam jaz zdaj, ne dobim več romarjev, kot samo še 4-krat na leto grem. In imate izredno naporno, pa finančno cenovno, pa zelo molitveno romanje. Smo najcenejši, pa tudi najkrajši, tudi vsak nima veliko časa. Mi gremo ob 18. uri iz Ljubljane, od 3 zjutraj pridemo v Medžugorje in gremo z baterijami na Križevac. To je čudovito doživetje. Čudovito. Takrat, ker podnevi je tista steza nabito polna, ne moreš niti nič. Takrat je pa čist prazna, smo pa čist sami z baterijami, svetimo pa gremo gor. In tudi moja gospodinja tak je tukaj, ona je imela enkrat, ker je bila 13. dol, tudi videnje. Pri 5. postaji Križnega pota je videla Marijo, pa še en romar je videl. In jaz ti razlagam to, da to pomeni, 5. postaja Simoni Sirene pomaga Jezusu križ nositi, ti pa pomagaj Maksu nositi njegov duhovniški križ. Ker mi ogromno pomaga. Je gospodinja, je moj šofer, skratka vse, kar potrebuje človek za življenje. Torej, Medžugorje je Križevac, to je
križev pot, na ta veliki vzpon, na vrh hriba, na katerem je veliki križ. Potem je pa še drugi sveti kraj, to pa je Crnica. Ja. In tam pa se je zgodilo kaj? Torej, na Crnici se je Marija začela prikazovati. Na Crnici in tam se je ta prva 2 meseca prikazovala. Potem je pa oblast cerkvena prepovedala gor hoditi. Pa takrat je bila politična oblast, je bila divja. Ker so videli v tem, kakor da so ustaši od mrtvih ostali. Bali so se tega. In vsake pol ure je krožil miličarski avto po Medžugorju. Peš so šli gor na Crnico in gor ljudi popisovali, kdo je šel gor. In nekatere peljali v Čitluk na zaslišanje. Tudi jaz sem moral iti. 1. maja 82. leta smo bili na Križevcu in ko smo prišli dol, je spodaj čakala milica in so nam pobirali osebne. Gor sem 42krat fotografiral na polaroidno kamero in so stare tetice tisto sliko kar v rok nosile skozi dol. In so jim slike pobirali z rok. In potem so pa, jaz pa šofer so morali iti na zaslišanje, na zapisnik, druge so pa samo upisali v romarsko knjigo. In ko smo šli, so pa ženske pa v luft, 5 jurjev sem dala za sliko, zdaj pa dobila ne bom. Ker slike so pa obdržali, sem šel pa nazaj, da prosim, če bi slike vrnili ali pa izdali potrdilo, da ste jih vzeli. No, čez nekaj časa jih pa prinesejo. Slike nazaj. Medžugorje torej traja že precej dolgo in na 10.000 menda viden je že bilo, ne samo do Medžugorja, ko je bilo recimo, ne vem, Fatimi 10 viden ali kaj takšnega. Medžugorje pa toliko, nekateri pravijo, rekel tako laični kritiki, da je to nemogoče, da bi zaradi tega bilo Medžugorje lažno. Torej, mi Boga ne moramo komandirati. Nimamo pravice. Boga, ne Božje matere, da bi jih učili. Če se pa danes Marija vsak dan prikazuje že 34 let, je pa to dokaz njene ljubezni. Večkrat ponavlja to, bodite hvaležni nebeškemu Očetu, da me tako dolgo pusti med vami. Ker je narod tako potreben. Kajti z molitvijo mi oviramo delo hudobnega duha pri sebi in v svojem okolju. Z molitvijo rešujemo cerkev. To je tako po eni strani enostavna stvar, moli lahko vsakdo, ni potrebna nobena teološka izobrazba in sama nebeška mati nas prosi. Sama. Ona nam nima pravice ukazovati, pač pa prosi, da ne molimo. Božja mati nas, zemljane, prosi. Kaj pa vi, gospod Maks, pravite na te negativne izjave, najprej škofovske komisije, mostarske, kasneje negativne izjave bivše jugoslovanske komisije, jugoslovanske škofovske konference, in zdaj se je nekako tudi govorilo, da je Vatikanska komisija tudi nekako bolj previdno te stvari ocenila, oziroma celo, da so rekli, da bo Medžugorje na nek način degradirano, ker sveti oče Frančišek nič ni omenil Medžugorja. Torej, kako vi gledate na te izjave teh teoloških komisij, ki so raziskovale Medžugorje? Torej, judovska verska skupnost do danes Kristusa še ni priznala. To se pravi, da so Judje upravičeni, da ne verijo v Kristusa.
Božje delo pa gre naprej, se ne ustavi. In pred Bogom imamo enako vrednost navaden duhovnik ali navaden vernik ali pa škof. Ni veliko več vreden škof pred nebeškim očetom. Ne. Kakor ena mati, ki se trudi, da bi vzgojila svoje otroke. In torej preveč mislim, da mene nič ne moti, če cerkvena oblast Medžugorje ne prizna. Jaz svoje doživljam dol, jaz sem imel veliko viden dol, Marijo videl velikokrat. Potem smo videli ptičjo prikazen, ko so ptice, smo prišli zjutraj na Križevec in z južne strani je letela proti nam jata kormoranov. Kormorani so ptice, roparice, ki ena požre na dan 8 kg rib. Vse reke izpraznijo. In potem ko so prišli nad Križevec, so začele povpiti, pa mešati se sem in tja in naenkrat so naredili krasen Marijin monogram. Ogromen M čez celo goro, notri pa A, 3 so bile še za črtico pri A-ju. In kakih 10 minut smo gledali ta prizor. Ptice. Jezus je rekel, če boste vi molčali, bodo kamni vpili. V Medžugorju so se ptiči oglasili. In to je Božje delo, to ni človeško delo. To ni delo tistih nekaj 6 vidcev, ampak to je Božje delo. Bog je to hotel, da se to zgodi. In če nekoga, naprimer, ne bom vedel, katerega leta je bilo tako, pozabil, v začetku. Jaz sem imel takrat 15 posebnih vlakov sem vodil. 15. Enkrat smo šli celo 2-krat na teden, ker vlak ni mogel vseh sprejeti. Sem prišel domov, drug teden spet nazaj, v Medžugorje. In sestra zakristanka mi je rekla, uvijek, kad dođete Slovenci, je za nas praznik. Tisto petje naše slovensko, ki se je razlegalo po Medžugorski cerkvi, to je bilo enkratno doživeti. In posebej, kadar so zapeli Marijsko življenje. Gospod Maks, seveda, mi dva vemo, da zaenkrat Vatikan ni prepovedal Medžugorja in ga tudi ne bo prepovedal, dokler niso vsa videnja končana in potem šele bo dalo zadnjo mnenje. Lahko se dajo kakšne disciplinski nasveti ali pa disciplinske neke uredbe, ampak stvar bo seveda nadaljevala se naprej. Ljudje pričakujejo, kaj bodo škofje rekli. Saj škofje so nosilci reda v cerkvi. Po pobožnosti pa največkrat niso na najvišji stopnji. Največkrat ne. In tako da... Pobožnosti so pa svetniki, tisti najbolj, ja. Bi rekel, to imamo zato tudi svetnike, ki nam kažejo luč in pot. Gospod Maks, kaj mislite vi, zakaj je Marija, recimo, in Božja previdnost nam Marijo zdaj v tem času dala kot mati, da nas vabi k molitvi nazaj k spreobrnenju? Ali so tako hudi časi pred nami? O čem razmišljate vi? Ja, so. Zelo hudi časi. Kaj bo, kako bo, nič ne vemo. Začele se bodo izpolnjevati medžugorske skrivnosti, ki jih je 10. Vsebina nam ni znana, ker je Bož, da ne vemo, kaj bo. Vendar pravočasno bomo vsi obveščeni o tem, da se na to pripravimo. Ker molitev, če tudi nas zadene kakršnakoli zemeljska težava, molitev nas bo vsak trenutek osrečevala. Nam bo dajala pogum, veselje do življenja in veselje, da delamo za Božje kraljestvo na zemlji. Če se spomnimo fatimskih napovedi, 3. fatimske skrivnosti, ki se nekako do izteka tega tisočletja ni na takšen način izpolnila, kakor smo na nek način pričakovali, je pa
še vedno bi rekel zdaj, če to je še vedno na nek način možno, ne? Ker vemo, da kakšna atomska vojna, če bi se zgodila, ne bi bila ravno posebej nežna, ne? In vidimo, da primer ravno zdaj v tem času se kopičijo tudi atomsko orožje. Naprimer Sovjetska zveza je dejala, da bo povečala svoj atomski arzenal, svojega atomskega orožja, da je v Srednjozemskem morju je križarka, ki nosi atomsko orožje, se je približala Siriji in podobne te napetosti v svetu. Gospodarstvo, vemo, da če bi dolar enkrat padel, bi vse gospodarstvo bilo naenkrat na nuli, tako kot je vedno bilo, da denar ni bil nič vreden, ne? Če si zamislimo, da denar nič več ni vreden, koliko bankovcev smo mi že zamenjali, so potem drugi prišli, bi to bil veliki problem za gospodarstvo. In zdaj imamo še, bi rekel, ta islam, ki se prebuja, tako da gre k svojim koreninam na vse zadnje, ki so dostikrat bile zelo krute v zgodovini. Tako da raznega netiva za ogenj, ne, se veliko nabira in mogoče manjka samo iskra, da se to vname, ne. In upamo, da ne bo to ravno tako, kot se bojimo, ampak mi ne verjamemo v svet, ampak verjamemo v Boga in v novo življenje, ki nam ga Gospod daje, in pa Božjo milost. Tako kot ste vi zanimivo rekel, da v vsakem trenutku ga bo človeka molitev osrečevala. Ja. Bi še midva kaj dodala v zvezi z to težko situacijo? Vidimo, imamo še drugi moralni propad, ne? Zakon, družina je na udaru po vsem svetu. Vse. Premalo ljubimo Boga in svojega bližnjega. V tem stavku je vse resnica noter. Je vse povedano. Gospod župnik, vi ste tudi poskušali narediti skupnost za zdravljenje odvisnikov mladih od droge na vaši zasavski Sveti Gori. Pa vam to ravno zaradi ljubezni do bližnjega, po vzoru medžugorske skupnosti oziroma sestre Elvire, pa vam to nekako ni dokončno uspelo. Kaj se je takrat dogajalo? Politični ljudje so bili odločno proti, da bi en duhovnik nekaj koristnega naredil za družbo. Zato so storili vse. Zato so obvestili sestro Elviro, ki je ustanoviteljica te skupnosti, ki bi jo jaz rad imel v Italiji, da na Sveti Gori ni pogojev za življenje, da ni možno gor imeti šport, da je taka strmina, da je nemogoče, in da tudi hrane, nobene stvari, da je gor. Skratka, ni pogojev za življenje. Tako obvestilo so poslali v politični veljaki. Ja, v Italijo, ja. Vi ste pa tudi poznavalec knjig Marije Valtorte. Deloma, ja. In vam je to tudi vir duhovnega ugodja, bi rekel, spoznanja, teološkega spoznanja, ljubezni do Boga. Marija Valtorta je živela v katerem času, gospod Maks? Torej, glavna razodetje je dobivala v leta 1944. Bila invalidkinja v severni Italiji, nekje je živela. In takrat je pisala knjige, ki sploh pisateljica ni bila. Napisala 12 knjig, 12 zvezkov. Bile so te knjige nekaj časa na Indeksu, ker nekoč je katoliška cerkev tako delala, da tiste knjige, ki je želela, da jih ljudje ne berejo, jih je dala na Indeks. To se pravi, da so bile prepovedane. Prepovedane. Če si ne vem koliko listov prebral, z te knjige si imel smrtni greh. Znači, danes je pa drugo pravilo, da lahko bereš, če ti duhovno ne škodi. Spravi, Marija Valtorta ni več na Indeksu, Ne. zato ker je Indeks ukinjen. Ne samo, tudi uradno je bilo ukinjen za te knjige. A tudi uradno bilo Uradno je ukinjen? bilo ukinjeno. Indeks je bil ukinjen. Ja, imamo tudi, naprimer, to sestro Kovalsko, ki je bila tudi na Indeksu, ne? Ja.
bila tudi prepovedana. Tudi če bi jo bral, bi bil smrtni greh. Danes je pa svetnica in nas ravno spominja na to leto Božjega usmiljenja, ki ga sedaj papež tudi pripravlja oziroma razglaša. In torej bila nekoč na indeksu, zdaj pa jo moramo brati. Ne? Se pravi, da je tudi učiteljstvo ali kaj v določenih uredbah, če že ne v nauku, je tudi malo zmotljivo. Ali kako? Ker premalo molijo. To je vzrok. Vsi svetniki so veliko molili, a ne, gospod Maks? Recimo. Torej, Marija Valtorta je izdala serijo knjig, ki so najvažnejše, to je Evangelij, kakršen je bil razkrit. Tako je prevod, ja, v bistvu je pa nekako bolj bi bil pesem o Bogu človeku, ne? Ja. El poema Homo Dio, ali nekaj tajega, ne vem kako. Torej, ker v nekdanji Jugoslaviji, kamor smo spadali, je bil ta glavni pobudnik prevoda teh knjig, je bil Anton Medved, župnik na Jelsi, na Hvaru. V Jelsi na Hvaru je bil župnik, on je to prevajal in izdajal. In od tam smo potem mi, torej zdaj zadnja leta, črpali iz hrvaškega prevoda. Ali so direktno tudi iz italijanskega, ne vem kako. Torej, pesem o Bogu človeku, ta Bogu človek je naš Jezus, Ja, naš odrešenik. ja, In to je ona opisala vse njegovo življenje, kakor je bilo razodeto po videni, po sliki in po glasu in tako naprej, po Jezusovem govorenju, po tem gledanju tega filma, kako je bilo razodeto, tako je ona zapisovala od spočetja, oznanjenja do Jezusovega vnebohoda ali kakorkoli, dokot je potem so zadnje knjige. Torej, ona je imela tako močna razodetja, da je čutila tudi toploto. Videla vreme, kakšno je. Skratka, je bila duhovno predstavljena v tisti čas in v tiste kraje tam dol. In je tako živo to popisala. Živo, to se bere kot roman, je čudovito. Čudovito, prekrasno. Jaz sem prvo knjigo prebral že 8-krat. Pa sem na pol slep, jaz lahko največ 2 lista na dan preberem. Več jih ne morem. 8-krat. In vedno zanimivo me znova popelje v Nazaret, znova popelje vse tiste kraje, kjer je Marija hodila. Ker tam not opisuje, da Jezus se ni... da Janez Krstnik je bil iz Hebrona doma. Marijino obiskovanje ni bilo tam, ki se zdaj časti, ki je cerkev, zato nad Jeruzalemom, ampak v Hebronu. To je 30 km južno od Jeruzalema. Oznanjenje. Ne, oznanjenje. Oznanjenje je bilo Nazaret. A ja, Janez Krstnik. Janez Krstnik je bil tam dol doma. Bil je veliki duhovnik in je hodil skozi pastirska polja Betlehema v Jeruzalem, v tempelj. Torej, mislite, da so se takrat cerkvene oblasti strašile, da bi ljudje rajše brali to privatno razodetje Marije Valtorte kot evangelije, ker so mogoče bolj detaljno opisane, ali zakaj bi takrat to prepovedali? Kaj je bil razlog, da je bila Marija Valtorta na indeksu? Uradno ne vem. Pač pa ne vem, motilo jih je, zakaj, kako, nič ne vem. Ker, naprimer, kako je mostarski škof reagiral na Medžugorje. V začetku je bil navdušen. Ker je ena Vitkinja je bila celo sorodnica od njega. In je rekel, da je čisto podobna Bernardski Lurški, da je čisto podobna. Vitska. In potem so pa enkrat, je pa dol škof 2 duhovnika suspendiral. Mostar so razdelili na 2 župnije. Na frančiškansko in škofijsko so ustanovili dol škofijsko župnijo. Te pa ljudje niso marili, ljudje imajo dol radi samo Franjevce.
In potem se je ta pa so pa ljudje iz škofijske župnije hodili po duhovnika za obhajati za bolnike v Franjevačko župnijo in tudi celo pokopavati so hodili. To je frančiškansko, ne? Ja. Franjevačko. Ja, frančiškansko. In škof jih je zaradi tega suspendiral. Potem so pa dol Vici Marijo vprašali, če je škof prav naredil na to. Marija je odgovorila, škof se je prenaglil. On bi moral najprej s prizadetimi duhovniki moliti skupaj in potem odločati. No in s tem je pa Žanič, ali ta Franička je bil, Žan rekel, da Medžugorje ni resnično, ker se Marija vtika v cerkveno vodstvo. Ampak ni rekla, da ne bi smel, ampak da se je prenaglil. In torej take stvari potem vržejo senco na celoto. Torej, kakor na Medžugorje, tako tudi na Marijo Valtorto, ampak oboje ljudje zelo radi berejo in vem, da je Marija Valtorta prevedena menda vse svetovne jezike že. Ljudje radi berejo. Imamo pa tudi prevod v slovenščini, ne? Tudi gospod Dev to izdaja in ljudje si lahko tudi kupijo. Torej v Sloveniji je zelo malo naročnikov, nobene reklame ni. Cerkveno vodstvo ne dela nobene reklame za to. Družina tudi nič. In to je velikanska duhovna škoda. Velikanska škoda je to. Ker sem jaz sam bil tudi nagovorjen, moram priznati, po Mariji Valtorti, vam povem en dogodek. Sem bil v bogoslovju, sem imel takšen duhovni napad, da nisem mogel ne moliti, ne brati Božje besede, ničesar. Ampak potem sem pa vzel knjigo Marije Valtorte in se mi je to enkrat edinstveno zgodilo v življenju. Imel sem tako doživetje, kot da bi moja duša iz mene ven skočila na to knjigo in jo kar pojedla, recimo, če dam eno primerjavo, ko sem malo bolj dobro hranjen, ne? Kot da bi vgriznil v sendvič. Ne? Ja. Malo karikiran, ampak dejansko jaz sem imel tako ekstra doživetje, kot da tu pa sem potem lahko nekako to duhovno sušo, to krizo potem prebrodil, ko sem bral Marijo Valtorto. Ne? In mi je tudi zelo me nagovorila, tako da razmišljamo, da bomo mi malo pomagali tudi gospodu Dev, da ta knjiga pride k našim ljudem, da bolj vzljubijo Jezusa, bolj si lažje predstavljajo, Božjo besedo razumejo, tako da bomo verjetno naša televizija pomagala. Torej sedaj izhaja te knjige v našem jeziku samo 400 izvodov. To ni nič. To ni nič. Moralo, jaz sem mu rekel temu izdajatelju, da bi vsaj 2000 moralo izhajati. Prav. Potem bi bila knjiga lahko mnogo cenejša, kot je. Zdaj stane 17 evrov, čeprav je vredna tega denarja, ampak če bi bila recimo 10-15 evrov, bi bilo veliko boljše. Lažje bi šlo v promet. Marija Valtorta pravi po Jezusovem razodetju, da bo potem, ko bo se nekako svet umiril po težkih preizkušnjah, da bo to najbolj brana knjiga na vsem svetu, torej spev o Bogu človeku ali evangelij, kakor nam bil razodet, da bo to najbolj brana knjiga o Jezusu po svetu. To sigurno. Ker to človeka dobesedno ga zagrabi in popelje v tisto okolje, kjer se je to dogajalo. Človek doživlja vse to. To je nebeško branje. Boljšega duhovnega branja jaz ne poznam kot Marija Valtorta. Moram priznati, da tudi jaz ne. Spomnim pa se, ko je rekel Jezus pri Mariji Valtorti, ki ga je ona vprašala, ali je Turinski prt resničen. Ne? Ali je resničen Turinski prt. In je rekel, poglej, pravi, je resničen Turinski prt, pravi, poglej na mojo, mislim, da desno roko, pravi, ko so, da imam izpahnjen v sklepu, imam izpahnjeno roko, pravi. To pa zato,
ker ko je bila tista luknja, ki so mu naredili na križ, ne, je bila narobe narejena, se pravi, niso jo dosegli in so v tem roku kar še potegnili in izpahnili, da so lahko prišli do tega. Ne. Pravi, poglej, boš videla, ker on to opisuje, ne, in pravi, poglej, viš, na Turinskem prtu se točno vidi, da imam desni tale zapestje izpahnjeno, nategnjeno, ne, poškodovano. Ne. To, kar je ona pri Mariji Valtorti, tudi je ta opis, da niso mogli na te luknje. In potem pravi, poglej, boš videla, da je pri Turinskem prtu to tudi potrjeno. Tako da je on povezal, bi rekel to, v tem videnju Marije Valtorti je on povezal ta spev o Bogu človeku, to evangelij, kako nam bi razodeti, dogajanje na križanju in pa tudi Turinski prt. Torej, zakaj vi mislite, da je to, poleg tega, da vam daje nekako hrano, sama Marija Valtorta, ko berete, imate še kakšne druge prepričanja, da je to se tako ali pa vsaj približno tako zgodilo, kot je tam opisano? Ne približno, jaz sem prepričan, da je bilo resnično tako. Ker lepše si jaz ne znam predstavljati teh stvari, kot jih Marija Valtorta opisuje. Enkratno, brani, čudovito. Čudovito. Jezus je rekel, ako ne postanete kakor otroci, ne morete priti v nebeško kraljestvo. Šele ugibati o neki stvari, a je res ali ni res. Ne. Tudi, naprimer, za višji, za crkveni dostojanstveniki, škofje, bi morali gledati, kje se ovce pasijo. Gledati. Kako mislite to gledati, kje se ovce pasijo? Toliko, na 10.000 ljudi vsak dan v Medžugorju, celega sveta. Redko se med njimi pojavi kakšen škof. Redko. To je škoda. Slišali smo, da je v Medžugorju bil tudi dunajski kardinal Schönborn. Ja. In mislim, da češki škof Glinica, kako se že imenuje, in drugi škofje, mogoče bolj redki, ne? Da. So bili. Da izgovarjajo se, da pač mostarski škof tega ne prizna. Mostarski škof ne bo nikoli priznal. Da bi bil neverjetni čudež, če bi on to priznal. Ker on je nasprotnik frančiškanov. Ker dol so dvoj vrste duhovniki, Franjevci in Petrovci. Mi smo za njih Petrovci. Škofijski duhovniki. Zakaj pa se tudi, recimo, ravno to privatno razodetje, naprimer Marije Valtorte, ne priznava ali ne spodbuja? Kaj mislite? Nekoč, ko smo mi švercali verski tisk iz Trsta pa iz Celovca. V Jugoslavijo. Tako je bila vsaka knjiga dragocena, ki smo jo dol prinesli. Danes je pa poplava tega in vsega. In televizija je tista, ki oblikuje mišljenje slovenskih kristjanov. Pozitivno ali pa negativno. Eno in drugo. In zato za brat, jaz sem enkrat duhovnikom na konferenci podaril vsakemu en izvod enega zvezka Marije Valtorte. Da bi brali, pa kaj propagirali, pa naročili. In potem samo eden od teh duhovnikov je potem še enkrat vprašal še za naslednjo številko. Drug pa nobeden, pa sem pa enkrat z dekanom govoril, je pa rekel, se je še odprl nisem. Ker je poplava knjig danes, ne. Tisti je pač dobil, pa vrgel nekam te v štelažo in je tam ostal. Valtorta, to je edinstvena stvar. Edinstvena se, mi smo zelo pozno prišli do tega prevoda. Zelo pozno. Ampak edinstvena zadeva. To je kar obsežna poema ali pesel, spravljena na papir, na vse zadnje. Mislim, da kar kakšen meter knjig je to celotna serija o spev o Bogu človeku. Ali je to, se pravi, mi sedaj Slovenci še nimamo vsega prevedenega, pač pa smo nekje pred trpljenjem, mislim, ne, katera, ena 4. knjiga ali karkoli je to. 12 delov zdaj šlo.
12 delov je v hrvaškem jeziku, pa je celoten prevod. Ne? Ja. Kaj pa še bi lahko rekli, kako vi doživljate Jezusa pri Mariji Valtorti? Kakšen je Jezus, naš odrešenik Jezus, torej v tem privatnem razodetju, ki ga je ona imela po nareku tudi, ne? Oziroma kako je to bilo? Ona je imela videnje. Videnje je imela. Ker so vidci oziroma te, ki prijemajo Božje razodetje, tudi v Medžugorju so dve punce, ki Marijo samo slišijo. Slišite, jo pa ne vidite. In enkrat sem jaz šel z menoj dol, en novomašnik iz Argentine, Slovenc, ki je imel nogo bolna. En je imel normalno, ena pa strahotno debelo, skozi dol. In rekel, kako ne jaz tak siromak prevzamem župnija s 30.000 verniki. Je mislil, da bo sočutje dobil pri Mariji. In potem pa smo šli pa videti ene od tistih dveh punc, ki Jeleni. Ja, rekla, jaz sem šla v sobo moliti, če bom pa dobila odgovor, pa ne vem. Očka nam je kavico skuhal v kuhinji, ona je šla pa v sobo moliti, čez nekaj časa, 4 ure, ali kaj takega, 20 minut, pa prinese listek. Jaz sem čula ove reči. Bogu se zahvali, da imaš priliko trpeti. In duhovnik je šel žalosten na svoj dom. Torej, Marija v Medžugorju rekla, ko bi se ljudje zavedali, kako je trpljenje dragoceno, se ga ne bi tako bali. Od vsega. Ker živeti skupaj, skratka, o vsem se je treba z Marijo pogovarjati. O vsem. To je velika reč. Torej, naprimer, če gremo malo, preskočimo, Lurd. Tako nasprotovanje je bilo, najhujše je bil lurški kaplan, nasprotnik tega. Dokler ni Napoleonova hčerka dole zdravila. Napoleonova hčerka v Lurdu zdravila? Zdravila. Pa prvič slišim. Pa Zola, ne, tudi. Emil Zola. Ja, pol je pa Napoleon dal ukaz, cesar, da ne duhovniki dajo mir v Medžugorju, da ne se verniki. V Lurdu. Ja, in tako je bilo vse odprto, vse na stežaj odprto in dostop možen. Tako tudi se v Medžugorju? Tudi v Medžugorju se bo marsikaj, se bo kaj zgodilo. Ne? Marsikaj se dogaja že tudi. Se je zdaj že veliko, ne? Veliko, samo to je, tako kot na začetku krščanstva, Betlehem, pastirjem so se angeli razodeli, ne velikim duhovnikom. In pastirji so bili prvi misionarji, prvi oznanjevalci. Zakaj? Zato, ker so imeli najlepše duše. Najbolj ponižni so bili in so to radi sprejeli. Ko jaz berem to Marijo Valtorto, ker je Jezus takrat izginil, ko je sveta družina bežala v Egipte, je izginil, skratka za 30 let. Nisem nič vedela o njem. 30 dni? Let. Ja. So šli najprej v Egipt, potem so prišli nazaj, pa niso šli v Betlehem, čeprav je prvotno Marija pa Jožef so imeli načrt. Doma so imeli vse stvari narejene za dojenčka, zibko, pa vse, kar je bilo treba. In so računali, da bodo pač v Betlehemu samo tako dolgo do očiščevanja. Do Marijinega očiščevanja, ker se je takrat žena 40 dni po rojstvu fantka ni smela več kot 1 kilometer daleč premikati okoli hiše. In da potem bodo šli pa v Jeruzalem na očiščevanje, pa k darovanju in od tam pa v Nazaret nazaj. Zaharija, njihov sorodnik, je pa rekel, nikakor. Tukaj morate ostati, ker če bo odrešenik prišel iz Nazareta, ga veliki duhovniki ne bodo sprejeli. Ker Nazaret je bil, glede na spoštovanje, ne veljava na tako nizki stopnji. Veliki duhovniki ne bodo sprejeli. In pol, ko so šli nazaj iz Egipta, sploh niso šli, so vse med potjo izvedeli od ljudi, kdo vlada tam v Jeruzalemu in tako naprej, in niso šli nič v Betlehem, ampak naravnost ob morju so šli, ne po bližnjici, ob morju so šli gor, pa v Nazaret. Tam jih je pa čakala malo razdejana hišica.
Ampak je bila še vedno tako sposobna, da so se lahko noter naselili. Če poveževa to, kar ste vi zdaj povedal, je tudi zanimivo to, da Marija, Mati Božja ali pa Božja previdnost, daje privatna razodetja ravno takim najbolj ubogim, majhnim ljudem, otrokom, recimo, ko ne morejo lagati, potem tam nekje med nekim kamenjem v Medžugorju ali pa v Lurdu, tam najbolj ubogi zapostavljeni deklici, in ti so potem nosilci Božjega razodetja ali pa privatnega razodetja, Božje spodbude. Tako da tudi Jezus je tisti zadnji med zadnjimi, nekje v preprosti, majhni družini, rojen v štali. Bi rekel, to je nekako Božji način delovanja. In je pravzaprav zanimiv, ne? Ja. Da se je v štali rodil, to je bila takrat splošna lokacija za revne popotne ljudi, da so se rojevali v štali. To ni bilo nekaj enkrat samo na Jezusu, to so bili tudi drugi taki. Naprimer, tlele pri nas v Zasavju je ena gora, ki se imenuje Kum. Tudi Dolenjski Triglav mu rečejo. Najvišja gora Dolenjske. In nekoč Valvazor pisal, da je za žegnanje prišlo gor 5000 ljudi. Pa se ni zgodilo nič posebnega. Dve so rodile, 3 so pomrli. Drugega se pa nič posebnega. Nič posebnega. 5000 jih je bilo in seveda so tudi takrat se spreobračali k Bogu z molitvijo in milostjo. Torej, nekaj moram, da nam pozabim. Povejte. Z menoj je bil enkrat s posebnim vlakom pater iz Škofje Loke. Kako bi bili mi? Pater Stanko, z dolgo brado je bil. In je spodval na posebnem vlaku. In je potem rekel, ker smo spodvali do 2 zjutraj, vsak takrat. Je rekel, kdor ne verjame v Medžugorje, ne gre samo na posebni vlak spodvati, pa bo videl, kako se gore rušijo. Nočem več tega življenja, nočem več. In to je. Spreobrnenja so tisti zadnji dokaz in pravzaprav edini za pravo Božje delovanje. Ne? Ja. Niti ne videnja, ne čudeži, ampak spreobrnenja src, ker tega pa hudič noče. Ja. Da bi verjeli v Boga in ravno spremenili takrat, ko sem življenje. jaz organiziral te posebne vlake, je Ljubljanska škofija ali cela Slovenija organizirala vse slovensko romanje v Vatikan. In so komaj nabrali 6 avtobusov. In je ljubljanski nadškof Šuštar rekel, za Rim se jih je prijavilo 6 avtobusov, v Medžugorje gre pa posebni vlak. Ampak je šel vsak teden drug. Spet naprej. Pa kjer objavljeno? Koliko časa ste imeli te posebne vlake? A so bili v enem letu, ne? Torej, koliko časa? 1 leto ste imeli? Ali več? Ali še malo več, ne vem, sem pozabil. Sem pozabil. In je bilo, čas bil tudi malo skoraj domišljal. Primer, sem bila na postaji, edini duhovnik, sem se sprehajal gor in dol in vsake 5 minut po zvočniku povedal, posebni vlak za Medžugorje stoji na 5. tiru. To ste veliko dela opravljali takrat. Ja, enkratno je bilo to, enkratno doživetje. In kako sem jaz dol doživel srebrno mašo, 25-letnico, slih takrat sem bil dol. In jaz sem bil pri maši tako srečen, jaz sem čutil okrog sebe kot nevidne osebe. Jaz sem prepričan, da so angeli. Srečen pa je to, da naprimer, če človek gre v toplo vodo, čutiš pritisk vode. Tukaj je bilo pa ravno nasprotno, da so mojo materijo vlekli nazaj, da sem bi kar odletel. Čudovito je bilo to, čudovito. Pridem domov, pa ena faranka pride čestitati za 25-letnico, pa sploh vedel nisem, da ima. Nebesih so povedali. Aha, tako ste vi doživel, niste pa niti vedel, da je, ampak ste bil tako, niste vedel, zakaj ste tako srečen. Zanimivo.
Pred nami je tudi leto Božjega usmiljenja. Vi ste nam nekako danes povedal, da do Božjega usmiljenja pridemo najprej po molitvi, ne? Ja. Potem imamo privatna razodetja, ki vas nagovarjajo, se pravi z našo Marijo, našo materjo, našo mamo, in pa tudi po privatnem razodetju Marije Valtorte. To so vaše 3 najmočnejši argumenti za leto Božjega usmiljenja na vse zadnje. Torej, zakaj mislite, da je papež zdaj razglasil to leto Božjega usmiljenja, če gledamo tudi v luči dogodkov, ki so, in pa v luči, na primer, Medžugorja, pa drugih privatnih razodetij, opominov. Mislite, da je to potrebno, da je to Božja previdnost dovolila? Ali No, kako? recimo, gotovo, da je. Brez škode ni. Gotovo, da je. Zakaj je potrebno posebno leto Božjega usmiljenja? Jaz ne vem, jaz mislim, da bi ljudje bolj čutili to potrebo po usmiljenju in da je usmiljenje vedno prisotno. Marija pa vedno skozi ponavlja: otroci molite. Otroci molite. Pa se drugič prikaže, pa je spet ista vsebina. Majhno drugačni obliki. Otroci molite. Kako bi vi to razložili, zakaj mi z molitvijo, zakaj moramo moliti? Nekaj Zakaj govorimo, moramo moliti? o Bogu se obračamo, vemo, da je naš bivši učitelj Lenin v naši bivši Jugoslaviji dejal, da je vera opij za ljudstvo, da se s tem omamlja in da ne rešuje teh problemov tukaj. Kako si vi razlagate to nujnost molitve? Zakaj je potrebno? Torej, če je to glas nebeškega očeta, po materi Božji, to je že skoraj vse odveč razmišljati, zakaj. Bog ve zakaj. Ja, ker je nujno krvavo potrebno, da molimo, ker s tem mi onemogočamo delo hudobnega duha. Danes bi lahko tudi rekli, da je imel hudič mlade, ker ima toliko pristašev na zemlji. In da je to groza. Kateri mislite, da so pristaši hudega duha na zemlji? No, vsak, ki greši, ki ni v milosti Božje, je na hudičevi strani. A zdaj res nimajo. Seveda. Se pravi, če nisi v milosti Božji, si v nemilosti, oziroma Ja. ima zlo nad teboj oblast. Ja. Ne? Ja, Se pravi, v milost Božjo stopimo z svetospovedjo ja, in potem ohranjamo tudi s krščanskim življenjem. da. Torej, če nismo v Božji milosti, nimamo živega kontakta z Bogom, smo izgubljeni. Ja, dokler imamo še dušo v sebi, je še vedno možno, da se človek spreobrne. Ker Bog od nas ne zahteva nič več, kot samo to, da znamo iz srca reči: žal mi je, da sem grešil. Nič več. Niti ni potreben trden sklep. Jezus nikoli trdil zatrdil samo, tudi 7-krat na dan, če te nekdo greh naredi. Enega in istega pa če reče: žal mi je, mu odpusti. Se pravi, poleg molitve tudi sveta spoved oziroma kesanje Torej, in molitev. prošnja Bogu za odpuščanje. Ja, ja. Da zopet stopimo v Božjo milost in potem lahko nadaljujemo z Božjim življenjem. Kaj bi rekel na tole, da danes 90% ljudi ali pa še več umira brez spovedi, brez sprave z Bogom? To vemo, duhovniki, da ni več vere. Moj župnik je mene vzgajal v Polhovem Gradcu. Enkrat je rekel: do zdaj mi še nobeden ni nepreviden umrl. Ki je bil nekaj čez 30 let. Ko je prevedeval enega borca, enega partizana, je želel, da bi bil cerkven pokopan, oziroma sem, da takrat se je še hodilo slovesno na obhajilo, v roketu, pa leterna, pa zvonček in naprej.
je ministrant nesel. On se je pa tega bal. No in župnik je bil širokega srca, on je šel pa v civilu ga obhajati, tlele pri srajci v žepek dal svetorešno telo in šel. No in potem tudi na cerkven pogreb je žena naročila. In pa so pa borci s puškami čakali pred vrati, ko je župnik prišel. Se je pa malo pohecil, dajte še meni eno puško, je rekel. In tako je dobil poziv za navrožne vaje. To puško dobil. Torej, kaj narediti, da bi zdaj bili, ker to so bili stari časi, za novi časi. Odpad od vere je velik in vedno večji izgleda. Cerkev je v medijih samo še po škandalih, vse tisto dobro, kar se naredi, lepega, skrbi za mladino, za družine, razne duhovne vaje, spreobrnenja, najdejo se ljudje svoje življenje, spremenijo svoje življenje, tistega ni v mediji. Torej, zapisano je okrog leta 1900. Že takrat so cerkveni ljudje rekli, da vera na svetu peša. 1900. Kaj pa danes? In torej v veri, v molitvi smo vedno močni. Vedno močni. In je tako dragocena, da si sploh ne znamo dovolj predstavljati to. Kaj nam molitev lahko pomeni? Kaj? Torej, vi molite najrajše rožni venec, se pravi, molite za Marijo. Ali je to edina molitev, ki kaj velja, ali so še kakšne druge molitve? Še druge, ampak jaz najraje molim sam, potihem, ker je fizično lažje, kakor pa na glas moliti. V redu, gospod Maks, midva počasi zaokrožujemo najin pogovor in res upamo, da bo dragim gledalcem to tudi prineslo nekega duhovnega razodetja, tudi po molitvah, ki so bile izgovorjene in pred Bogom tudi izmoljene. Hvala lepa vam za vaše pričevanje, za vaš nasvet o molitvi, da s tem lahko rešujemo oziroma stopamo tudi Božjo milost, rešujemo svet, za vaše pričevanje o Medžugorju in o Materi Božji in o vaše pričevanje o Mariji Valtorti, kot o vaši knjigi, kjer se hrani vaša duša. Ja. Zapomnili smo vaš nasvet o molitvi in hvala vam za vaš duhovniški trud in tudi čestitamo za vaše vztrajanje in prosimo vas, ostanite še tako Božji prijatelj še naprej. Najlepša hvala tudi vam, dragi gledalci. Izrekava blagoslov in bom kar prosil gospoda župnika, naj da en blagoslov vam vsem, ki ste sedaj pred ekrani. Torej, ko bi se mogli zavedati v kakšni ljubezni, prijateljstvu smo z Bogom, pa z Božjo mamico, kako nas ona ljubi, ceni in kako bi rada po nas naredila veliko dobrega. Zato prosim nebeško mamo, da nam v tem trenutku izprosi obilen blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.